Če Peli reče, da dela, pol dela. Mislim, to bi bilo pa... Aljaš, tole pa malo pornič zate, teli vsi kabli pa to. A ne? To je, mislim, da tudi Peli, kad te kable čeprav ima malo OCD-ja, veš, vse vem, da je pol vedno, ko kable potegneš in kol ne zgleda tako, kot moral, ne? Ja. Samo vedno gledaš druge kable, pa... Če bi bilo, se tudi pospravilo, veš. Če bi bilo proper studi, bi bilo to vse lep spelano. Zdaj imamo to mokro sanjo, da so nam končno drugi neki naštimali, zdaj se ne znajdemo. Skratka, ti drugi so društvo Sport Radar. Ja. In se jim prvo zahvaljujemo za gostoljubje, za tehnično podporo. Peli, Aljo, jaz besed ne najdem. Spomnim, kako bom sfurala oddajo. Jaz sem kot riba iz vode. Jaz sem šel celo drugam. Zato, za tiste, ki poslušate v živo, smo začeli malo kasneje kot planirano, zato ker sem bil na drugi lokaciji, misleč, da je vse tako, kot je ponavadi. Ker tvoja glava ni tam, kjer bi mogla biti. Ne? Ker zdaj sam študiraš, koliko hitro boš tekel na Ljubljanskem maratonu. Se res? Ok, ajde, kakšen čas bo lovila? 2 uri. A ti greš tudi teč? Ne grem. Ampak? Zakaj sprašuješ? Ampak pač sem pa tekla tudi, ne? In imam nek določen rezultat od tam. Kakšen rezultat pa imaš? Ne, pač zdaj ga bi imela več kot 2 uri. Takrat imela pa kaj, 1:52. Sonček pa 1:52, na amateriji. Sonček mu je rekla. A ti si maraton si pretekla? Ne, pol. Ja, polovičko, res sem. Polovičko. Normalni ljudje govorijo samo pol, sem rekel. Polovičko pretekla, pa sem rekla, ok, sej, to tudi cel galop, pa ga nisem nikoli šla. Sam res. Zato, ker sedimo v prostorih Sport Radar. In takoj ste začeli tle s tem športnim sport šemanjem. Ja, a bomo stavili? A bomo stavili na Pengovskega? Bo pod 2 ali nad 2? Čakaj, a 2, ker se boš malo presprehajal vmes? Ne, 2 in umrl zraven, tako da. Aha, ok, pa nam stavila na te. Ne, ti komod stav, ker če boš dala nad 2, pa 2:00, pa samo pa kregala, je to zdaj nadal podne. Dobar, Sončki. Mislim, da backup imamo, ne? Ja. A jaz ste vžgali telefone? Naše se, glej, ne. Aljaš ga je dal na mizo. Ja. Dobar, zdaj pa res... Ključno vprašanje je, a imaš kartico? No? Jaz, ja, vprašanje je o Peli. Skratka, še enkrat ful hvala Sport Radarju, Peliju, Alju, Ziju in vsem, ki ste nas tukaj sprejeli. To je LDGD epizoda... Ja, dobro vprašanje. Pač epizoda, ki se je začela s kavico, z tortico, z roglički, tako, ko se zagre. Mislim pa, da je epizoda številka 166. Mal po hudiču, bo dišala. Gospodje, bili ste sami. Kakšni so bili občutki? Blago dezorganizirani. Ja. Ampak je kar šlo. Je kar šlo, ja. Ja. Jaz sem mogel sam sebe po besedo skakati. Ne nam tega delati, Štefi. Dost ambiciozen plan. Mislim, da pa kaj toliko močnega, razen volitev, pa že dolg časa nismo imeli. Smo rekli, da obdelamo oziroma naslovimo premierja Goloba in njegove, kazensko je preganjan, kako se temu reče? Dejansko lahko v zaporu pristane. Aljaš, preslišal si naslovimo in 10 € Natašinih v lonček. Ja, to sem pa veš, zakaj rekla, čist namenoma, zato ker se nam je Matej oglasil in on je predlagal, da gre v model kasice prasice, tudi beseda regulacija, vsaj v pomenu zakonodaje. Tako da bodimo pozorni tudi na regulacijo, poleg deležnikov. To so te neoliberalci. Mislim, da sem še eno novo zaznal, pa sem jo že pozabil, ali pa sem jo zaznal pozabil. Mislim, da je že ena nova na poti taka. Ja. Zelo po vzoru nasloviti. Ja. Mogoče dostaviti? Ja, bravo. Ja. Ja. Na to sem v zadnjih 30 že dolgo tega opozoril, ne? In Marko Stabej je pred kratkim napisal kolumno točno o tem nespretnem prevodu angleškega glagola to deliver, ne? V dostaviti. Ja, vse se pa začne s patetično, ne? Volt, ne, varianta. Kaj? Kot volt, dostaviti, ne? Kot volt, recimo, ali pa pošta, ali pa pač. Ne. Na tej točki je treba tudi povedati, ne, da je 10 € za to vrstne prepovedane besede druga najbolj zaželena oblika finančnega suporta podcastu LDGD. Prva pa so še vedno vaše cenjene donacije, finančne, materialne, moralne in tako dalje. Vse, kar nam lahko donirate, bomo z veseljem porabili za kave in ostala poživila.
da lahko še naprej delamo LDGD, tokrat zdaj že v 7. sezoni, epizoda bo to zdaj 5. Če sem prav preštel. Ali pa četrta tam nekje. Matematika nam še vedno ne gre najboljš. Ampak navodile, kako lahko se ločite od vaših keškov v našo korist, so pa seveda na metinalista.si, na ldgd.si. Jaz se bom kar malo slekla, ker me večkam vroče. Tako, in mislim, Štefi, da je zdaj čas, da ti poveš, kakšna so bili rezultati bizarke prejšnje epizode. Ja, plosk tistemu, ki je predlagal, da bi Levica prepovedala proteste. Aljaš. Hvala. Ta je resen kandidat. Ni čudno, resna kandidatka. Da sem slišal, da se ba je... Selež v... Ne, da gredo gledajo člane moje družine v javnosti. A res? Ja. Je pa treba še dodati, da edini način, da zmaga nekdo, ki ni Nataša, je ta, da Nataša epizodi ni. Dobro, jaz vzorce majhen ne bi sklepala, zdaj, ko smo, glede na to, kje smo po 2-3 poskusih, ne bi čist. Čeprav vidim, da si mečkan mal moj zaveznik, da bo v danes mal zaveznika mogoče. To nisva prvič. Ja, okay. Ampak zdaj, kaj je Aljaš omenil, da družina trpi zaradi njegovih izjav, meni so pa namignili, ne v družini, ne bom rekel kdo, da zaznavajo neko tako blago tekmovalnost pri tebi, kar se bizark tiče. Kako blago? Se jaz sem to javno rekla. Ja. Pač jaz hočem pobasati pokal vsako leto, kaj zdaj? Pokal, ki ga še nimamo, ne? Zdaj pa ta isti človek je pa še predlagal eno strategijo, ki se pa celo meni zdela malo too much, kako bi mi to preprečili. Tako da, mogoče fanta, če sta zainteresirana, sam očigledno moramo to delati v zasebnem krogu. Ne, se lahko poskušate, ker to je res neokusno, da skozi jaz zmagujem. Lahko poskušamo, fanti, to je rekla. Ja. A si zaznal to? Ja. Skratka, Aljaš je zmagal, Levica bi prepovedala proteste 46%, potem pa vrsta pred ZD Slovenska Bistrica, mislim, da je to tebe tiščalo, Antišane. No, to je pa dobilo 32% in v novi sezoni verjetno ne zasleduješ več strategije lanske sezone, da boš poskušal biti skozi pri repu. Ne, ker že lani nisem dostavil rezultatov. Skratka, 30 €, evo. Razlaganje električne omrežnine 22%. Tako da, črtica za Aljaža. Aljaž, zdaj pa daj špico. Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Pa povedala, da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Srečno Slovenija, če tvori vzame. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Da smo na akademiji, kot da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. Ok, plan za danes smo rekli. Najprej moram povedati, da je to LDGD. Tako, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. Še posebej ne politike. Ja, no pa če se gremo kar v krogu urinega kazalca, začnimo pri gospodu na mojem desno, levo. Nasprot. Predstavite se, no. Ja. Andraž Zorko, Valikon, tako rekoč strokovnjak. Nekdo, sem opazil, skušal nekako prevzeti ta vzdevek oziroma ta naziv. Tako rekoč strokovnjak. Ja, tam je tako zvani strokovnjak, ker je dosti blizu, nek Ford Perfect, kje sem že to videl. Necenzurirano, ali kje je mogoče, tam ne vem, pojme ne. Zelo pretenciozno hočem reči, no, to se mi ne zdi lepo. A sicer pa ja, Valikon. Aljaš Pengov Bitenc, pengovski.com. Antiša Korljan, privatnik. Mislim, dajmo biti malo zviti, ne? Nataša Briški, Metinalista. Plan za 166. sejo odbora LDGD, pa torej Golob, ovadba komplet, potem nova strankarska dogajanja v smislu Logar je zdaj res out iz SDS-a in vse okrog tega, kar nekaj pisem je šlo v vse smeri. Gregorčič je skenslil SLS, zdaj o polnoči se zaključi debata o zdravstveni noveli. Zdravniki in zdravnice hodijo iz sistema. Mogoče kaj o tem, pa ustavna presoja referenduma. Stranka Vesna je to vložila in kar naenkrat se je malo krepila debata o tem. Ampak ajde, najprej file Golob.
Kazensko so torej ovadili ga zaradi kaznivega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Premier je očitke v celoti zavrnil in da bo po pravni poti vse zavrgel. Odzvala se je tudi nekdanja ministrica Bobnar, češ da stoji za svojimi besedami in da z Lindavom od vsega začetka govorita resnico. Če predsednik, to jo zdaj njo citiram, če predsednik vlade in predsednik neke stranke govori, da z mano bije politični boj ob tem, da sem samo svetovalka in nič več aktivna v politiki, potem to pomeni, da gre nekomu res za nohte. Kdo se želi prvi lotiti tega klopčiča? In potem vse tiho je bilo. Za enkrat za spremembo se zdaj lahko gledamo pri tem. Ja. No, bom jaz, ki sem objavil blog post, medtem, ko sem jaz tako veselo čakal, ne, da vi vsi prijete v center, sem jaz pač objavil blog post, to pogledno. Vse to bo pol povezano z bizarko, ne, ampak jaz sem šel nazaj gledati in je dejstvo, da vsaj od 2004, se pravi od Janeza Janše, prve iteracije Janeza Janše dalje, je bil še vsak premier kazensko ovaden tako ali drugače. In eni pač po uradni dolžnosti, drugi na zasebno pobudo. In je v kontekstu tega je ta dogodek manj bombastičen, kot se seveda morda zdi. Je pa po drugi strani bolj bombastičen zato, ker se mi zdi, da je to Robert Golob, ki se je z enim samim metkom večkratno ustrelil v koleno in ta metek potem zdaj še vedno okoli kroži in mu še vedno dela luknjo v koleno. In je to situacija, ki mu je odločno ušla izpod nadzora in to izključno zaradi neizkušenosti, arogance in, kaj se temu reče, samopašništva, samopaštva, je pravilna slovenska beseda. Dobro vprašanje, ja, ne vem. In je pač tako, to se mu zna oponesti, še posebej zdaj, ker smo realno leto in 3 mesece stran od volitev. Ampak, ko si rekel, da mu je zadeva ušla izpod nadzora, na kaj si s tem miru? Ker meni se v bistvu zdi dobro, da nad enimi stvarmi v tem procesu predsednik vlade nima nadzora. Ne, seveda, ampak govorim o tem, da je, to se zdaj, ta sistem zna se, ne, ampak politika se je vedno upletala v to, kdo je šef policije. In z malo več, kaj je to, nianse, ne, bi lahko ta stvar šla mirno mimo, bi premier še vedno izvajal svoj vpliv na tem, kdo je šef policije in ne bi hkrati hodil po prstih, v tem primeru Tatjane Bobnar, ki ima pač drug problem, to smo tudi že takrat ugotavljali, da se še vedno, tudi ko je bila ministrica, še vedno obnašala kot generalna direktorica policije. In sta pač tukaj dva, ki nista razumela svoje nove vloge. Samo da je eno straja na tem, hočeš reči. Oba ustrajata na tem. A veš, tudi ona se, tukaj gre, kar se ni tiče, gre zdaj za vprašanje osebne integritete, ali ona govori resnico, kar se pa Goloba tiče, gre pa za vprašanje izvajanja moči. Nihče pa se seveda, da bi se noben od njih pa ne razume, da je v resnici na kocki nekaj popolnoma drugega, ampak to, kar pa izhaja iz ovadbe, ne, ali je to koruptivno ravnanje ali ne. In seveda, če se postavimo na pozicijo, govorim z mojega stališča, na pozicijo absolutno moralne avtoritete, seveda je. V teoriji je to visoko uradniško delovno mesto, ki ima svoj postopek imenovanja in tako dalje. Z vidika real politike, pa seveda ni zato, ker je jasno, da bo v tej državi vsakokratna politika tako ali drugače vplivala na to, kdo je šef policije. No, če prvo razumem, oziroma pravnik v tebi me bo popravil. Če jaz prvo razumem, je to pač ovadba, ki jo lahko da kdorkoli. In o tej ovadbi mora zdaj odločati tožilstvo. Drži? Ja. In ima 3 možnosti. To smo slišali iz ustnega komentatorja zanj, se pravi, lahko jo enostavno zavrže kot neutemeljeno, lahko odredi dodatno raziskavo, ker se mu zdi do neke mere utemeljeno, lahko pa gre takoj v postopek kot dobro utemeljeno. Vloži obsodnico, tako. Koliko časa je do tega trenutka? Koliko nas loči od te odločitve? Ne vemo. To... Tisto, kar je tukaj relevantno, je to, da je policija vložila
se pravi, to prijavo. Ne? To ni zdaj, ne vem, Zmago Jelinčič, ki je jezen nad Mira Cerarja. To je eno in drugič, da je. Velikočič. Tako, in da je policija, oziroma domnevam NPU, preiskavo vodil pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva, ne? Kar pomeni, da je tožilstvo svoj lasten standard domnevno izpolnjevalo. Ne? Tako da, če bo prišlo, jaz pričakujem, da bo ovadba vložena na neki točki. Zdaj pa lahko bi mogoče šli še en krog, pa šli še v sodno preiskavo, ker se pomeni, zdaj, resnični pravniki v našem poslušalstvu, ne, če imate dodatne informacije in poglede, so dobrodošli, ampak jaz si to tako predstavljam, da se gre zdaj celotna preiskava, celotni izvedeni dokazi se še enkrat pregledajo, ampak pod sodnim, neodvisnim vodstvom. Ne. Tako da to bi pol, ne vem, nekaj tednov, mesecev še dodalo, ampak vsekakor pa kaj pa vem, enkrat dovolitev. Ne? No, sej, ker to je bilo moje naslednje vprašanje, ne? Ali je res ali je res še leto in 3 mesece ali pa leto in pol dovolitev, ali je dovolitev samo pol leta? A ja, ti mislite, bi ti zdaj zanimalo? Kot bi rekel Janez Janša, ne? Ja. On je začel o tem govoriti. Če se spomnite, 2018 je bil on prvi, ki je rekel, da je tista vlada politično truplo in so se komentatorji v glavnem temu smejali, ampak 2 meseca zatem je Šarec odstopil. 2019. 2020. Hvala, ja, in pol je on odstopil. Vlada 2018, 2020, hvala. Ne, tako da mogoče ni tako za prezret tega njegovega opozorila ali pa najave, ali pa samo mokre želje, sploh ob vseh stvareh, ki smo zadnjič o njih govorili, sploh vseh novih strankah, ki pa nastajajo praviloma 3-4 mesece do pol leta pred volitvami. Ne. Morda pa se dogaja kaj, kar se nam zdaj še ne izrisuje tako zelo jasno. Mislim, ovadba čist brez veze ni, ne? To ni tako, kot ste omenili, da bi Vili rekel Pengovskega bom tožil ali pa neznan državljan. Tako da čez ene postopke so oni že šli, da so sploh v tej fazi. A mislite, da gre, ne vem, da smo mi bolj priča nekemu pravnemu vprašanju, kaj je kdo prav naredil, ali političnemu obračunavanju, to, kar premier govori, češ da se ga je lotila politično, da normalno je šlo to, kar tudi ti praviš, Aljaž, da pač ni razumela, kaj je vloga njena. Jaz iskreno upam, da je stvar pravne narave in da se bo kot taka tudi končala. Kar se pa tiče preiskav oziroma ovadbe, ne, bi pa rekel, da je to v bistvu, mogoče naivnež v meni bi dejal to, ne, da je to lahko tudi dobra novica. V tej državi smo bili priča odstopom notranjih ministrov, notranjega ministra, ki nečesa podobnega, če se prav spomnim, ni mogel preprečiti. Govoriš o Ivanu Bizeku? Ne, Alešu Hojsu. Aleš Hojs je kot policijski minister, uporabljam za nalaž izraz policijski, ne pa notranji minister, on je predal neprebran in neodprto kuverto svojim odstopom, zato ker nečesa... Ker so prepočevalško preiskavo naredili. Ni mogel in tega ni mogel preprečiti, ne? Tako da za sedanjo vladno garnituro absolutno točke za to, da bom rekel, je dovolila, da pride do te točke, da ni šla z vsemi topovi v razmontiranje vseh institucij, ki bi lahko to vrstne procese sprožile. Zdaj, jaz absolutno ne dvomim, da je to zelo neprijetna okoliščina oziroma stanje, v katerem se je znašel predsednik vlade. Mislim si tudi, da kdo okrog njega skače do stropa, kako tega nismo mogli preprečiti, zato smo te postavili, da te stvari dovoliš in tako naprej. Ampak še vedno smo, kjer smo. In to je za stanje pravne države, na kar se sklicuje tudi predsednik vlade, se mi zdi, da je to dobra novica. Kar se pa tiče Nataša... Dobra novica iz vidika zaupanja v institucije, da so, kljub temu, da so na oblasti, prišli do tega, da se je sprožilo nekaj, kar jim ne paše. Kar jim ne paše. Ker, a veste, mi smo če parafraziram oziroma uporabim citat Janeza Janše, mi smo kot družba, mi smo tista njegova znamenita počasi kuhana žaba. Mi smo se kar navadili na to, da nekatere institucije bodo delale tako, kot si to zaželi vsakokratni vrh politične oblasti. Ne. Nekatere institucije so v družbenih sistemih zato, da nadzorujejo tudi se pravi organe aktualne oblasti.
Ampak mi smo se navadili, da smo jih razmontirali, malo smo jim uničili družbeno pozicijo, radi jih dajemo v nič in tako naprej. Zato, da ko te institucije nekaj rečejo, ne, mi lahko rečemo, to so eni kekci. Andraž, kako pa misliš, da bo to imelo vpliva in na stranko, ki pač merite priljubljenost med drugim, karkoli, kje in kako kdo kotira, koliko bo to imelo vpliva na Gibanje Svoboda, na premierja po tvojem? To je zdaj spet zelo odvisno od tega, kaj bo prevladujoči narativ v medijih, kdo je tu bolj kriv, ker zaenkrat imamo dejansko pravka situacijo, njena beseda proti njegovi besedi, tudi odziv premierja je bil na tej ravni, ostro nastop, odločno, vse zanikam, bom dokazal po vseh poteh, če bo treba, očitno, še ne vemo, da temu je tako. Vemo tudi, da ima gospa Bobnar že eno slabo izkušnjo z eno podobno afero v zvezi z ruskimi vohuni, kjer se je skazalo, da ni bilo res to, kar je ona trdila, tako da njena kredibilnost v tem smislu je načeta, definitivno. Tudi to, kar je Aljaž omenil, da ni znala ločati vloge ministrice oziroma šefice. To so stvari, ki pač načenjajo kredibilnost, ko govorimo o presoji, kdo ima bolj prav, o moja proti tvoje besedi. To sigurno ni uprit. Torej, če ni uprit, je saj na ta ni negativno uprit premierju v tem primeru. Zdaj, pri sami priljubljenosti ne bi komentiral z znanih razlogov. Ne, bolj je bilo to v tem kontekstu, da koliko bo pomembno, kam bo javno mnenje šlo v tem primeru. Jaz imam občutek, da to ne bo kar tako enoznačno, kot bi se pričakovalo. Češ, da je to pa spet še ena afera, ki bo samo še dodatno podrla rejtinge vladajoče stranke. Ravno zaradi teh razlogov sem jih prej navedel. Jaz mislim, da Bobnarjeva ni do te mere kredibilen nasprotnik, da bi lahko vse to vzbudilo. Resno je spodkopala. Tako, to je ena stvar. Seveda moramo počakati na to, bo ta vadba šla naprej, ali ne. Druga stvar je pa ta, v javnomnenjskih raziskavah še vedno ni alternativ. Se pravi, Gibanje Svoboda bo ohranilo to podporo, vse dokler se ne bo pojavila neka nova opcija, nek nov obraz, ki bi lahko v tem trenutku pobirala glasove. Spet vprašanje, kako in kdo bo to meril, če bo nekdo dal zdaj noter, ne vem, Vesno z Vladimirjem Prebeličem, se bo rating spremenil, če bo nekdo dal, se to že dajo Logarje, se bo mogoče malo manj, ampak tudi mogoče do neke mere. Tako da jaz mislim, da ne bo bistvenega vpliva. Ker te vidim, kam hočeš pelati, bi sam dodal to, glede na... No, da vidim, če veš, kakšna je verjetnost. Hotela si odpeljati na vprašanje novih strank. Ne. Ok, v redu. Ampak sem te videl. Sem pa zaznala priložnost. Žal je, ker ni bila zanj zraven, ker smo se o tem pogovarjali. No, ampak treba še to vedeti. V slavni zgodovini te dežele, mi smo en tak podoben primer za eno relativno, pa zdaj ne tega narobe razumeti, nebulozno ovadbo, kaj že, koruptivno dejanje, vljuba dejanja, daril in tako dalje. Tako je. Alenka Bratušek je bila ovadena, bolj ali manj po tej isti... A še kot predsednica? Zaradi samoimenovanja za komisarko. In tista zgodba tudi ni šla nikamer. Potem, ko je bil cel halo narejen, potem, ko se je njo politično fental, se je pomagala sama, je potem ta stvar zamrla. In ona je potem 10 let kasneje dobila a new lease on political life, z lepo slovensko besedo. In hkrati bi to, kar si glede kredibilnosti Tatjane Bobnar, res mogoče ne bi bil toliko kritičen do nje. Mogoče ima težave z razumevanjem, da rečem, z branjem sobe, če smo že pri kalkih in podobnih prevedenih izrazih v slovenščino, ampak več škode kot Tatjana Bobnar lahko Robertu Golobu naredi Robert Golob. Ker je on s temi svojimi vehementnimi lahko ćemo mi to, niko nama ništa ne može in tako dalje nastopi, on sam se v bistvu ustvarja, mislim, on sebe strela se okoli in si vrta lukno. Ta njegov, jaz bom zaupam pravno državo, ime si bomo čisto, to je zelo tako malo nazorno na Jankovića spominja. Vse izokil, nihče se ni nikoli dokazal, sem policija pa skostan. In to vendarle vpliva na sodišče javnega mnenja, na razumevanje, na javno podobo politika. In zdaj, kako bo na Roberta Goloba to vplivalo? Mislim, da je večje vprašanje, ali kako bo to vplivalo na njegove koalicijske partnerje,
ali bo to prilika za to, da mu podtaknejo, da ga spotaknejo in SD recimo je zelo dobra v sedenju ob reki in čekanju, da trupla priplavajo mimo. In dve, na to, kar Andraž skozi pomalam govori, nam more biti odpadnike znotraj Gibanja Svoboda, ki bi utegnili ugotoviti, da v novem režimu po volitev 2026 za nje ne bo več prostora. Tle se moram popraviti, oziroma te moram popraviti. Ne, jaz govorim o tem, to je bila čaršija izpred enega leta, pa smo zdaj vam potegnali. Ti si jo zdaj prenesel noter, tako. Ti si vektor te čaršije, tako. Skratka, meni se ta vprašanje bolj pojavljajo kot to, kaj bo Golob sam naredil. Sam še ta dodatek, mislim pa, da ne bo predčasno odstopil, ker imamo izkušnjo s časom Marjana Šarca, da se te manevriti eksplodirajo v obraz. Zakaj bi se jaz sprašujem, zakaj bi on predčasno odstopil? Recimo oni zdaj to narativo peljejo, beseda enega politika proti drugemu politiku oziroma političarki. Torej, ona reče, da je probal vplivati, on bo pa rekel, da ni in smo lahko verjetno gotovi, da bo cela četica, tako kot včeraj na tiskovni konferenci, četica iz stranke, iz poslancev in tako dalje, ki bodo stali za njim in potrdili njegove besede. Ne? Ja, ampak hkrati po spletu že krožijo montaže izjav, ker je on enkrat rekel eno, drugič je rekel drugo. Ja. In on sam sebi tukaj lahko najbolj škoduje. Če bo on s istim vehementi, če njega ne bo nekdo v roke vzel in mu rekel, zdaj bo pa tih, pa pusto odvetnikov, da govori za tebe, si bo skopil jamo, tako, kot mu ne bilo treba. Mimo grede, ko si omenil odvetnika, jaz sem včeraj gledal njegovega odvetnika v Odmevih. Zdolška Stojana in me je presenetilo, kako nebojevit je bil, ker on je sicer gromovnik v svojih javnih nastopih, tokrat je bil precej zadržan, tako. Da si zaznal, da bi mogoče na slabem, težko obranljivo. Ne, jaz sploh ne dvomim, da je to del odvetniške taktike. Ampak me je presenetilo, da je ubral to pot. To je samo medklic, ker nima veze sicer s tem, kar se sicer pogovarjamo. Ampak tako. Čeprav, ni on tako malo med vrsticami pa kakor malo zagrozil Bobnarjevi, da ne bo pripravljena na posledice, če se izkaže, da ni res. Kaj misliš, ampak dopuščam, da ja. Mislim, ker ona je tle stvari na kocko postavila, to je dejstvo. Če se na koncu izkaže, da to, kar ona govori, ni res, potem je ona zaključila s kariero. Hkrati se pa govori o neko, da je zelo ambiciozna v politiki. Logarjev je imel v svoji meritvi, ki jo je izvedel pri Epicentru pred časom, so ga tudi sprašvali, zakaj je vključil tudi Bobnarjevo in je rekel zato, ker se jo pač omenja kot enega od potencialnih novih obrazov. Citiram zdaj, kar je odvetnik rekel, prepričan seveda, da v Golobovih izjavah ni elementov kaznivega dejanja. V primeru, kot je ta, citiram zdaj, ko gre za očiten napad političarke, ki je bila policistka in ministrica za notranje zadeve, bi moralo biti tožilstvo zelo previdno pri obravnavi ovadbe. Kaj hitro se lahko izkaže, da posamezne trditve, ki so podlaga ovadbe, niso resnične. Tako kot naprimer tista o vmešavanju premierja v aretacijo vohunov. To je tako, malo se bere, kot je opozorilo. Ja, pa to je opozorilo tožilstvo, ker njegovo nasprotnik, ki bo tožilstvo. Posredno tudi ne, ker posledica jasna. Moje vprašanje je prej hotelo biti, ko si vskočil, kakšna bi bila reakcija, če bi bil premier, ki bi ga to zadelo Janez Janša? Reakcija čigava? Javnosti, medijev, komentarjev, pustimo navijače na levi in desni, ki seveda so die hard za eno ali drugo stran. Ali bi bilo tudi... Sploh še kdo vmes? Ne, Nataša, jaz bi ti pa odgovoril, pa se bom citiral. No, jaz mislim, da se Janezu Janši to ne bi moglo zgoditi. Ja? Da bi bila avtocenzura v kateremkoli podsistemu tako močna, da se meni ne bi potegnil. Ja, seveda ne. Janezu Janši se to na ta način ne bi moglo zgoditi, ker bi na nivojih spodaj poskrbeli, da se to ne bi zgodilo. Ker to, o čemer si ti prej govoril, ni nujno samo po dekretu, ampak je po mojem podoben pojav, ki je bilo v socializmu, v novinarstvu, avtocenzura. Kaj gospodar hoče? Ja, da se vnaprej predvidi, česa gospodar noče in potem tega ne naredijo. Kaj tebe zdaj, Nataša, se ti zdi, da bi bila
da je bila javnost reakcija premalo žolčna v primerjavi. Ne premalo, preveč. Sem pa prepričana, da če bi bil na mestu Goloba zdaj Janša in bi se zgodilo to, bi bila reakcija veliko bolj burna in konkretna v smislu odstopiti, kriminalci gor dol. Da tukaj pa dopuščamo možnost. Ampak mogoče samo, ne vem, moj občutek takšen, ne bi bilo. Ne, bi bilo, a veš zakaj? Ker je bistvena razlika med Janšo in Golobom v tem, da Janša je bil že ničkolikokrat na sodišču, tudi že ničkolikokrat obsojen na kazni zaradi žalitve, zaradi besed, torej proti nekomu drugemu in dvakrat ne nazadnje v zaporu. Na kakšen način in koliko pravično druga stvar. Ampak Golob vse te zgodovine nima. Ampak ne bi glih zaradi tega, ker je toliko tega moglo biti, še ena v vrsti. To je tako kot Trump, ki jih na dnevni bazi 300 vrže in polk 301 je tist. To je Trump, ki bo pa Harris eno. Ja, no, jaz mislim, da se Janša v tej družbi še vedno bolj resno jemlje kot Trump. Ja, je pa še nekaj, zanimiva je tudi reakcija, oziroma tisto, kar manjka v reakciji SDS-a, nihče ne poziva k odstopu Goloba. Ne, pa je bilo nekaj. Pozivajo pa k predčasnim volitvam. In tukaj njim ta njihov narativ, ki so ga vzpostavljali, so jim zelo dobro paše, zato ker ravno to, kar se reka, ker če bi se one zdaj zgražali nad ovadbo premierja, a to pomeni, da so vse ovadbe, misliš, da pazijo, ker bi jih hitro lahko dali. Zdaj to pomeni, da če bi moral Janša že 17krat odstopiti, oziroma po drugo, če je bila policija koruptivna in tožilstvo koruptivno v primeru Janše, seveda logično po njihovem sklepanju, da je koruptivno tudi zdaj. Ne moreš več enkrat eno, enkrat drugo. Ampak zato pa se temu izognajo zelo prikladno z pozivom, gledajte Goloba, kako se zapleta, ker je pa dejstvo, da se zapleta. Ja. Dajmo na predčasne volitve, ker očitno več ne nadzira situacijo. In to je kontekst, ki ga moramo prepeljati noter, ne? Ja, ampak... Pogovor pred 2 tednoma, nove stranke. Ja, ampak zdaj pa tako, da dvomim pa, da gre za dejanski načrt v smislu, ker nihče pa ni računal na to, da bo Golob res take neumnosti počel v smislu izjav za javnost, kot jih počne, da ne bi šel sebe nazaj poslušati. Tako da jim tole bolj prav pride, kot da gre za nek masterplan. Še eno provokativno vprašanje postavim. Kdo pravi, da to Golobu ne ustreza? Kaj? Razmislek o odhodu na predčasne volitve. Zakaj bi mu pa to ustrezalo? Ja, trenutno so oni v podpori javnomnenjski še vedno zelo visoko in nimajo konkurence. Marjan Šarec jo je imel ravno tako. Marjan Šarec ni računal na Počivalška. In Golob ne bo računal na koalicijo SDS. No, sej, tle pridemo pa zdaj to skozi vozen ta kontekst noter, ne? Zdaj pridemo pa, zakaj je Logar zdaj stranko ustanovil, ker je kingmaker in making, dobesedno. On lahko stopretno, ne? Zdaj Irglova je šla že ven. Kaloh se čaka. Ne? Ni rečen, da ne bo še kdo. In on je zanč jasno napovedal, da bo ustanovil stranko in poslansko skupino nove stranke, ne poslansko skupino neodvisnih poslancev. Torej, on ima nek načrt očitno, po katerem bo uspel, ne vem koga res, še dobiti zraven, da bo ustanovil poslansko skupino nove stranke. In ta stranka je kar naenkrat potem lahko kingmaker, to smo se zanč pogovarjali. Dobro, zdaj za poslansko mislim, da rabiš sam 3, tako da so vsi 3 so načeloma dovolj. Ne? Ampak spet, ali bo v GS-ju ali pa kje druge v končni fazi. Mislim, da takoj ta ugibanja prekinem, da je v enem od intervjujev Logar rekel, da ne bi delal nič z GS-jem in Golobom. Ne, to ni res. On je samo Levico zavrnil. Pa samo enem podcastu. Ne gre za to, vprašanje tukaj ni, a bi on delal z GS-jem, vprašanje je, a bi delal s kom, ki bi zapustil GS. Ja, pojmo zdaj, ta drug blok naše teme. Torej, nove stranke. Zdaj pa smo novi obrazi. Novi obrazi. Dogajanje od prejšnjega tedna oziroma 2, ko ste o tem debatirali, je, da je zdaj pa Logar dejansko fizično, formalno, pravno šel ven iz SDS-a in najavil svojo stranko. Tudi je izstopila Eva Irgl, ne? Kaloh mislim, da je rekel, da do konca tega tedna. Kalohov bo to naredil do dneva, ko bo šla ta epizoda ven, ne? Tako je rekel. Ja, tako da, ko nas poslušate, morda da že je zunaj. Pisal je prvak SDS-a Logarju, prijazno pismo, pa predvsej bolj ostro Evi Irgl, ali pa predvsej bolj čustveno. Ja. Ne, bolj ga je mogoče prizadelo, ne? On je Puca mi srce, evo. Eva Irgl je na Facebooku zapisala: ujetost v žaljivo in sovražno atmosfero nas družbo kot celoto že dolgo vleče navzdol in hromi naše potenciale.
Politična širina, raznolikost pogledov, pripravljenost na skupno iskanje najboljših rešitev pa nas lahko pelje navzgor. Janez Janša je gospe Irgl odgovoril med drugim: Draga Eva, ničesar velikega ni možno zgraditi na prelomljeni besedi in dejanjih brez časti. Zgolj hišo na pesku, ki jo porušijo prve poplave. Aljaž bi rekel, krenula mi suza. Ja, res mislim. Upam, seveda je tudi v njej dal vere, da upam, da sledi tudi vrnitev poslanskega mandata, pa za Logarjevo stranko je rekel, to je projekt Virant 2, lansiran, da se prepreči zmaga SDS-a in omogoči vlada izključevanja. Tole. Janša je med drugim citiral tudi njo, ki je omenjala, da sta za prepir potrebna dva, da sta tudi za umor potrebna dva, morilec in žrtev. Škoda, da je izključen iz bizark, če ne bi bila to perfektna. To pa res, on je pa doživljenjsko, on pa Hojs pa ostajata. Ampak pazi, veš, ta retorika o izdaji in nožu v hrbet in tako dalje, to ima dolgo in bogato zgodovino skrajnih desničarjev v Evropi. Oni v bistvu s tem, ko ga zapuščajo še te nominalni ali pa novo komponirani zmerneži v stranki, v bistvu on postaja še bolj radikalen, še bolj temen, še bolj preganjan strani demonov. Zdaj Logar je rekel, da bo šel pač med itak nepovezane poslance, poslovnik Državnega zbora, za ustanovitev so potrebni najmanj 3 poslanci, in zdaj, ko se ustanovijo, seveda dobijo nekaj minut več za oglašanje, kar sicer zdaj, ko je bil v zadnji klopi, ni imel. Tako je. Pa tajnico, pa resurse. Pač neko infrastrukturo dobi s tem. Tako. Pa mogoče utegne dobiti to, kar ste prej špekulirali, koga še mogoče na svojo stran. Ajde koga, kakšen profil? Recimo, a so to novinci z recimo, da malo bolj konzervativnejšimi pogledi? Mislim, zdaj mene si pogledala. Ne, gledam vse 3, ti si pa naravno skačem. Govorim takoj, veliko se je špekuliralo o tem, pa ta Čaršija, ki sem omenil, je tudi imela neke te scenarije, po kateri ne bi nekdo iz SD, pa še ne par iz GS, ko se je govorilo. Ampak meni se bi zdel ta prehod nekoga iz GS k Logarju vendarle malo preveč radikalna. GS je zmagala ne samo na valu nasprotovanja ukrepom pa virusu nasploh, kot smo že govorili, ampak tudi na zelo znanih vrednotah in tekovinah leve politične sheme, se pravi NOB-a, Partizana in tako naprej. To je stranka, ki je v nekaterih dejanjih tudi zelo jasno dala vedeti, kje je, če govorimo o določenih predlogih, ki jih predvsem poslanec Premk fura v tem državnem zboru. Tako da jaz si skoraj ne predstavljam, vsaj ne večjega dela, ampak tudi ne vem, kje posameznik ali posameznica bi to lahko bil, da bi nekdo iz Gibanja Svobode prestopil v stranko nekoga, ki je bil še do včeraj član SDS in je bil tam 25 let. To se mi zdi malo preveč tvegan korak za kogarkoli levo od sredine v tem trenutku. Dokler še to ni jasno sprofilirano, kje smo. Kje smo, je pa Logar zelo jasno nakazal. To bi pa že kar v tem trenutku rad izpostavil. V prvih pogovorih, mislim, da je bilo v Odmevih, so ga sprašvali o sodelovanju z vsemi, širina, široka koalicija, velika koalicija, tako naprej, razen z Levico. Tako. Isto stvar je poudaril tudi Lotrič, ki ustanovlja tudi svojo stranko, razen z Levico. Kaj hočete povedati? Očitno se postavlja ta kontranarativ. On je to rekel, dovolj je glasovanja proti, hkrati pa postavljajo nov proti narativ. Skratke, to, kar je prej počela Levica, anti-Janša moment, glasuje se proti Janši, skušajo vzpostaviti moje zdaj z desne. Glasujmo proti Levici. Levica je nevarnost in se postavlja na isti nivo, kot je SDS. Ja. Da so zdaj probali z drugo finto, s katero je recimo, da leva stran zmagovala. Mobilizirati z isto finto z druge strani. Dajte nam glas, da ne bo Levica prevladala. Logar je rekel, torej z Levico ne, poudaril je z ekstremine, na kar se je tudi seveda stranka Levica odzvala. Dejansko so kar nekaj ekstremčkov imeli v SDS-u, koliko je kle legitimnosti v tem. Zakaj uporabljaš pomanjševalnice? Zaradi tega so tako luškani. V tale mikrofonček si jih povedkala. Uber usta, da ti ne. Pa kaj vem, da imaš rad pomanjševalničke. Ne, mislim tukaj... Neška. Težko se je ne strinjati, jaz moram reči, s tem, kar govori
Anže Logar. On govori same lepe stvari, on je kot Borut Pahor pred 10 leti ali pa več. Problem je, ki ga jaz še vedno, pa ga ne bi rad opustil izpostavljati, kje ste bili pa ko? Kje ste bili, gospa Irgl, kje ste bili gospod Anže Logar, ko smo novinarje psovali za prostitutke in prestitute, kje smo bili, ko se je zaplinjalo po središču Ljubljane, kje ste bili, ko se je tujim novinarjem pod mape v hotelu Union pod vrata dajalo mape. No, se res niste jih dajali, s fabriciranimi oziroma zelo, zelo, zelo prirejenimi pogledi na to, kaj se v Sloveniji dogaja in tako naprej. Ja, tam ste bili, kaj ste pa rekli proti temu? Ne prav dosti. Pa mogoče on še kdaj, Eve Irgl pa jaz moram reči, da kdaj je imela ta nastop zdaj na televiziji pri Slaku, je bila v začetku tedna. Jaz nje na to temo moram reči, nisem prav veliko slišal. Zdaj pač se je oglasila. Eva Irgl je bila podobno kot Anže Logar, samo manj je bila izpostavljena. Je bila strumna bojevnica v armadi Janeza Janše. 20 let, on pa 25. Z vsem, kar je pač ta stranka oziroma njen predsednik, kar so počeli. In tako da verodostojnost, jaz ponavadi rečem, si bo vsaj v mojih očeh, bo treba še kar se potruditi, da se jo pridobi. Zaenkrat je velik besed. Ja. Da o Dejanu Kalohu, ki je ta še vedno potencialni in njegovem medijskem projektu Politikis, ali vsem tem politem, ki so sploh ne govorimo, ki je pač bil ta klasičen attack dog, za še nekih embrionalni fazi Janševega medijskega imperija. To si dobro rekel. Oni lahko grejo iz SDS, vprašanje ali gre lahko SDS iz njih. To je eno. Sta pa dva druga momenta. Janša je Logarju oponesel v resnici spet pravilno to, da njega je stranka naredila. Čist in so ga pač dajali na izvoljiva mesta, zaslužen kader itd. Eva Irgl po drugi strani pa vendarle je lokalni faktor na Ajdovskem, če sem jaz prav razumem situacijo. In ona sama zase pa vendarle je koristna tudi za stranko v smislu generiranja glasov. Tako da mogoče z tega vidika bolj razumem Janševo užaljenost, ker seveda to pomeni zdaj, da bo saj do neke mere priljubljenost vpliv SDS-a v Vipavski dolini in pač gor na hribih upadlo. Vi pa tukaj vprosti, samo da bi se navezal na to, kar je Aljaž rekel, Janševa užaljenost. Ja. Jaz mislim, da je bila prevelika. Jaz mislim, da človek zdaj pa si upam reči, 40 leti prakse v visoki politiki dveh političnih sistemov, bi moral biti sposoben čustva v večji meri brzdati, oziroma bi bil sposoben na malce bolj džentelmenski način odreagirati, ko ga nekdo, uporabo izraz, izda. To, kar je on dal od sebe, je bilo na nivoju, pa plačati moraš tisto, kar si pojedel na zadnji novoletni zabavi, ker takrat si bil z mislimi že drugje. Pa računalnik, pa svinčnike, pa spenjače, pa fascikle, prosim, če vrnete, zato ker to ste dobili od stranke. Ja, če sem malo zloben, dezinhibicija je znak staranjem povezanih sprememb. No, ampak hočem reči, odgovor, ki bi ga od tako verziranega in tako izkušenega politika pričakoval, bi bil, fantje, punce, se vidimo. Ali pa da se v javnosti pokaže, lejte, res ga je prizadela. Se vidimo na volitvah, kjer vas bomo razbili. Se strinjam. Sem pa veš, zdaj si omenil backstabbing mal v nekem kontekstu. A veš, da sem razmišljala, piše, v politiki si želimo najboljše ljudi, ampak politika je v bistvu res pol težek posel. Ne, mi je kar zaletel. To je bilo namerno zdaj. Kakšen mora biti človek, ki je sposoben desetletja prenašati pa dajati tudi backstabbinge in hkrati preživeti in pokončen biti in se v ogledalo pogledati. Ker veliko je zasledovanja interesov, veliko je nekomu obljubiti, to ni čist običajen posel in zelo veliko je in prevar in dvojnih iger in vsega. Hočem te reči, da je koncentracija psihopatov v politiki nadpovprečna glede na družbo. To ne vem, če bo statistiko v naši vrsti. Imamo kakšno raziskavo, ki potrjuje? Nimamo. Bomo pridodali linke.
Ne, ampak je, a ni. Se vprašaš, mislim, naporne stvari daješ čez, da niti ne cepamo vse to iz medijev, kaj dobivaš, od družbene mreže. To je taka splošna tema, to lahko se pogovarjamo 3 ure zdaj o tem. Ampak vendar je funkcija, to je primarna funkcija tega, da je ta konkreten človek, ne? V politiki že od leta pa ne samo on, sej tudi, ne vem, Irgl, Logar, vsi, ki so. Vem, ampak on je tisti, ki normalizira to stanje. Kako trdo kožo moraš imeti, da te... Ja, eni jo imajo, ne? Ja. To ni tako težko razumeti. Mislim, eni so dobesedno rojeni za to, ne? Zdaj, kako si... Da v kakšne bistvu psihološki profil teh ljudi. Ja, mislim, vse to so bile študije narejene. Ja, sej vem, da vas ne sprašujem nekaj, kar že ni, ampak... Se pravim, A pomislite kdaj na to človeško plat? Ne, mislim, jaz sem treba to pomislil, veš, to, ko smo se že mi sprašvali tudi v prejšnjih epizodah, že dolgo nazaj, ne, ampak se večji del javnosti skozi spraševal, ali je Logar samo Janšov satelita, je podtaknjen in tako naprej. V tem kontekstu, tle bi šel pozorno, sem zelo pozorno poslušal komentarje z različnih strani. A ste opazili, da so z določenih desnih kotov začela prehajati stališča v smislu, sej ni pomembno, a je satelit ali ni. Bodite pozorni na ta narativ. Dajmo to malo, sej ni važno, ne? Dajmo gledati, kaj bo on zdaj naredil. Sej ni važno, a je ali ni, ampak je važno, v resnici je važno. In jaz sem bil en tisti, ki sem bil najmanj naklonjen tej tezi, ampak to, kar zdaj je Antiša rekel, a veš to, ne, ta reakcija je mogoče tudi sam igra. Ne. On more biti na nek način proti, da bo lahko dokazoval, da to ni samo igra v smislu, zdaj bomo pa imeli še eno novo stranko, ki bo SDS 2.0. Ker jaz pravim, vse dokler ne bo na Twitterju pogroma nad njim tako, kot ga doživljajo vsi ostali, dejanski politični nasprotniki, potem bom jaz skozi malo dvomil v iskrenost te užaljenosti ker šel je na bistvu banalne stvari, tako, ki si sam rekel, ne. Zdaj vrnil tam, ne, za večerjo, ki nisi bil. Mogoče on tudi ne ve, da se kuli kupijo, tako, eni niso vedeli, ne. A veš. Je pa se bil pogrom, no? ni bilo glih... na Twitterju? Aljaš, si že kdaj doživel pogrom? Ja, ampak na Facebooku, Eva Irgl na Facebooku jih je fasala, ja, to sem jaz, sem žal, k sreči tam nisem, ampak sem bil obveščen, ampak to jaz mislim, da še vse ni čisto. Znaš, to te primerjave Janševe Virant.2, se v Virantu je glih take govorov, ko se je Virant pojavil, pa ga to sploh ni uverjal, da ne pa skupaj vlade z njim. Pa se, a je konc koncev, a ni to bolj to govorjenje, kaj govorijo, bolj namenjeno, a se prav reče zavaravanje javnosti. Zavaravanje javnosti. No, predvsem se po slovensko ne reče, ne zavarivanje, ne zavaravanje, je pa zavarivanje, sicer je švasanje, ne? A je? Za švasanje. No, ok. A ni to bolj namenjeno za švasanje javnosti, kar govorijo, ker smo eno leto že govorimo, ali pa slabi 2 leti, odkar je na predsedniških najavil nekaj velikega, da on je 25 let v stranki. Brez stranke je nič. Iz parlamenta ne bo šel, ker kaj pa bo, kam bo pa šel. Ne? Vse, kar zna, kar je v življenju dobil, je dobil preko SDS-a. Pozicije, ne vem, vodenje komisij in podobno. Ne? On tudi kar zdaj govori, ne bom z ekstremi. Mislim, ja, kaj si pa delal, ne vem, pol leta, pa 1 let, pa 2 let nazaj in podobno. Meni se zdi, da je čisto vse, kaj govorijo, a bojo ali ne bojo, ker mislim, da lahko 100% gotovostjo rečemo, da ko bodo volitve, pa recimo, da oba prideta SDS itak, tudi Logar naprej, kakšna je verjetnost, da ne bi sodelovala skupaj? Vprašanje, kakšna bo kompozicija na drugi strani. Seveda, ja, ampak če se bo, mislim, kakšna bo, NSI ne bo imel 20%. Vprašanje, to sploh ni vprašanje, sploh ni vprašanje, a bo ali ne bo. Jasno, da bo. Se tudi več čas govori o veliki koaliciji. Ampak več čas hočejo reči narazen. Vprašanje je, a bo on to naredil na tak način, da bo samo z njim vlada ali pa ne bo. To je ključno vprašanje. To, da bo on z njim sodeloval, to ni nobene dileme. Nekaj se hoče predstavljati, mi smo pa zdaj nekaj čist drugega. No, ne govori, on govori samo sodelovati treba, potrebo imamo po veliki koaliciji in to, kar se ima malo drugačno stališča, pa recimo on je rekel, da na primeru ameriških volitev, veš, da je SDS pa Janez Janša navijajo za Trumpa, on je recimo rekel Kamala Harris in podobno. Je bolj tista EPP linija, ki je recimo, da normalnejša. Meni zgleda to res tako kot pripravljanje terena za to
veliko koalicijo, o kateri se že dlje časa v javnosti govori. Tudi, ko so ga sprašvali s kombiskom, ne bi se lval, on je eksplicitno menil Levica, ne. Gibanja sploh ni omenjal, če se spomnite. Ker jaz mislim, zakaj ne? Jaz mislim, da oni računajo, da ga enostavno ne bo, oziroma da ne bo pomemben faktor sploh več in da bo SD tista, s katero se bojo oni pogovarjali, ko bo on dobil svoje odstotke, pa ga bo Janša dobil svoje odstotke, pa NSI, in predtem bo Logar seveda upal, da bo on tisti, ki bo zmagal. V najslabšem primeru za njega bo pa pač kingmaker. Brez njega ne bo koalicije. Je pa prav, da povemo, da to pa je nekaj novega. Doslej so se vsi, si upam reči, pa me popravite, če se motim, vsi novi obrazi zavzemali za to, s kom ne bodo sodelovali. Ne? Anže Logar je prišel in je rekel, mi zagovarjamo, da gremo v veliko koalicijo, kar nujno pomeni iti po glavnega partnerja na drugo stran. Ampak ne pa z Levico, to je pa dodal. Levico pa spostavil. Ja, ampak Levica bo zelo verjetno manjši partner v katerikoli konstelaciji. Jaz mislim, da jim to Levici koristi, zato ker zunanji sovražnik nas drži v kup. In pač to, da jih zdaj in Logar in NSI demonizirata, v resnici pač to stranko, ki je bila na tem, da gre na razen, nazaj skrbleče. Ja, postavimo piko tej temi, ker mislim, da bomo mogli ker se enim mudi. Jaz sem gotov, da sem čist v tem settingu, da sem čist nervozen. Pozabo na čas, ne? Nikjer ni ure, da bi jaz rekel, smo že jaz ne vem, kdaj moram postati nervozen. Jaz ponovadi ratam tam na 50, začnem postajati nervozen, zdaj ne vem. Čudno še ni 50, ker zgledaš še kar sproščen. V tem kontekstu Logarja, novo je tudi to od prejšnjih 2 tednov, da je Gregorčič rekel, da je z SLS zaključil zgodbo. Ne? Samo še ni zato, ker je prišlo pismo, ki pravi, da mogoče vendarle rabimo volilni kongres, to bi, po mojem, bil to sam manever. Aha. A tudi ta izjava, da ga mogoče politika niti ne zanima več? Ja, ampak razumem, da je to rekel, ampak hkrati pa znotraj SLS-a zdaj prihajajo pisma nezadovoljnih članov, da kaj si vendar predsednik Balažič zdrzne govoriti, da je poenotena stranka, ko ni in da ga imamo prosim. No, on je rekel, da bo konec novembra ali pa novembra, da bo sprejel odločitev o svoji nadaljni poti. Še malo bomo videli od Lotriča, od Erjavca, od Kajdimovski je tudi se najavljal. A veš, kaj so vse te stranke, ki smo jih zanj našteli, zakaj so tle po mojem? Zato, ker iščejo svojo pot v večje stranke skozi stranska vrata. Mislim, en Lotrič bi menda mogel vedeti po vseh vzorih, ki smo jih imeli tovrstnih strank v preteklosti, da nima šans na volitvah, da praga ne bo nikoli prestopil. Je pa lahko v nekem trenutku pomemben faktor, ko se bojo konsolidirale sile, a veš, kot gospodarski, ne vem kva, v Logarjevi stranki. Gospodarsko krilo Logarjeve. Kot smo zadnjič rekli. In pa imaš zagarantirane neke funkcije. Ja, ampak zadnjič smo ugotovili, da so vse liki, ki vidijo bodočega premijera, ko se zjutraj pogledajo v špego. Pač ta psihopatske lastnosti so... Predvsem je pri predsedniku državnega sveta Lotriču zanimivo nekaj, da ima... On politike res ne rabne. On je vrhunski podjetnik. Mogoče to je komu pobegnali spomina. Lotrič Meroslovje je vrhunsko tehnološko podjetje, gor iz Škofjeloškega konca. Iz železnikov, ja. Z železniškega konca. Tako da me preseneča pravzaprav, kako ambiciozno se tega lotil. A veš, kaj se tem ljudem zgodi, tem super uspešnim poslovnežem, ki so finančno gmotno preskrbljeni in ne glede na to, koliko denarja imajo, on, če hoče v prvi vrsti na prireditvah sedeti, mu ne pomaga, če da 50 € sponzorstva. Moraš imeti, ne vem, je predsednik države, premijer, predsednik državnega sveta, vrhovno sodišče in podobno. To je nekaj, kar si ne glede na milijone ne more kupiti. To je res. Pa jaz tukaj ne bi v primeru Lotriča, jaz ne bi banaliziral, pač, da milijoni gor, milijoni, seveda njemu ni hudega v življenju, ampak on je izrazito uspešen v tem, kar dela. On je svetovna marka v tem, kar dela. Absolutno, se to sploh vem, da je. Pravim samo, da jim je v nekem trenutku, oni so tudi uspešno, je prenesel to svojo firmo na svoje potomce, oziroma mislim, da je hčerka to prevzela, en del, oziroma ona je mogoče CEO, ampak da si zaželijo dolg čas in to rata. Tle že vse znamo, predamo, smo pa še vedno dovolj mladi, agilni, da bi nekaj počeli. Kaj? No, pa se to je pogost pojav.
v resnici. Gospodarstvenik, uspešen podjetnik, kakorkoli vse ima, pa gre pa politiko na stara leta. Ne, se pravim, pol si pa zaželijo enega drugega šajna, ki ga pa z milijoni ali pa 10,000, ki bi jih sponzorirali, ne morejo dobiti. Kar je v bistvu zelo spet napačno, oziroma poenostavljeno razumevanje upravljanja skupnega kot popoldanskega projekta. Ali dajmo, tam smo super biznis naredili, bomo znali tudi državo voditi. Gremo naprej. Ja, gremo naprej. 24. novembra je torej datum za posvetovalni referendum, JEK2. Vesna je na Ustavno sodišče vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti in predlog za začasno zadržanje odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Stranka opozarja na neustreznost referendumskega vprašanja, ki je zavajajoče in sugestivno, prav tako pa tudi, Andraž, metodološko neustrezno, kar smo že povedali. Pa ne gre za to, tle pa treba dodati strokovno pripombo, ne gre za to, da je bilo vprašanje sugestivno, ampak gre za to, da vključuje dve trditvi najmanj in glasuje se v eni, podtaknjena še ena trditev, ki je nihče ne more zagarantirati. To je tisto, kar je podlo pri tem vprašanju. Ja, se mislim, da smo kakšen mesec nazaj o tem že malo govorili, skratka, mislim, da se obeta tudi ena od tarč ali kaj na to temo, če se ne motim. Če se ne motim, včeraj zvečer bo. Včeraj zvečer bo. Skratka, to bomo zdaj naslednji mesec poslušali. Ja. Zdravniki, ker vem, da se nam zdaj se nam pa že mudi grozno. Ja, v bistvu res, ja. In bomo zdravnike pustili na cedilu. Zdravnike in zdravnice. Lahko čakajo že eno leto, lahko še 2 tedna čakajo. Fakt, to ni dobro. Ja, lej. Ja. Kaj, vsi imate osebne zdravnike? Ne, pa še oni malo čakajo. Bojo pa novi lifti v kliničnem centru, kar meni sploh ni jasno, da je to zgodba, da bojo... Pa te lifti ne delajo že 20 let. Ja, mislim, to je prva stvar. O aneksu govoriš. Ne, druga stvar, mislim to, da zdaj pa največji problem tega sveta 6 ali 8 liftov zamenjati. To je hud problem, to 20 let že problem. Elon Musk je poslal raketo dol, jo je sprejel na klešča, mi pa liftov ne znamo zamenjati približno v predvidljivem času in s predvidljivimi stroški. Vem, ampak prvič UKC je sred večje prenove, oni nekaj dodajo. Ne, veš kaj, mi gre pa mišken na kurac. Sam zato, ker je Muska omenil, ti gre. Ne, že vem, kaj ti gre na živce. To posploševanje, ta pavšalizem, ta senzacionalizem novinarski. Ne, na kurac mi grejo mladi podjetniki, ki so jim tudi ATI veliko premoženja zrihtali in potem zdaj pametujejo o tem, kako so oni v tej ali oni ljubljanski stolpci za male pare zrihtali lifta in ne vem kaj. Lej, prid pa naredi javni razpis, tako da ti na upadu, da ne boš imel interesov raznih lobijev noter, da glih ta pa on pa tret, pa da boš imel lift, v katerem boš lahko, ne samo pacijenti, ne samo obiskovalcem, tudi pacijente varno gor po dol vozil. To sta pač dve različne živali. In seveda UKC je problem svoje vrste. Ne? Pa da nekaj, 3 lifti je bentino. Ne, niso 3, jih je 8, verjetno jih je, ampak verjetno enega šraufaš, 5 jih dela, šraufaš drugega, jih ostalih 5 dela, nov pa 4 stari. Ne vem, no. Stvar verjetno ni tako enostavna, kot si jo jaz predstavljam. Ampak tako komplicirana, da se pa podraži za 40-45%, pa tudi ne vem. Zdaj so ugotovili, da je jeseniška železniška postaja v bistvu podcenjena, da je še dražja. V glavnem, skratka, nimate težav z zobarji, z osebnimi zdravniki, ginekologa imate. Pač. Ja, jaz vam sploh z ginekologom sva redno na vezi. Ja. Pa pojmo na medtem, ko vemo, da je Klemen Boštjančič, minister za finance, je medtem prevzel ministrstvo tudi za digitalno preobrazbo. Davke, končno nekaj digitalnega. No, to je, ajde. No, pa pojmo z politbizarko. Andraž, tebi se najbolj mudi, izvoli. Lih jaz, ki sem najmanj pripravljen. Nisi najmanj pripravljen. Vse lahko jaz začnem. Nisem najmanj pripravljen. Imam, absolutno imam. Ne boš imeno kradu, kar povej, kaj imaš. Kjero pa si imena ti? Hiške. Kakšne hiške? Hiške, vse. Levica oziroma ne Levica, bolj ta zakon o pravici do odklopa, ki si ga je včeraj Luka Mesec začel razlagati, kako bo to izgledalo,
ki je bilo spet mene takoj spomnil na štempljanje. Mislim, da so se tam vendar očitno nekaj naučili, ker je razlagal v smeri, da ne mečajo vseh v isti kalup, da niso vsa podjetja tako in tako naprej gore dole. Zakaj za Boga rabimo take zakone, ki bojo ljudem omogočali, čeprav razumem, dajali pravico do nečesa, ker bi si morali itak sami vzeti, če si pa ne, a kdorkoli, ne vem, mislim, meni je to toliko bizarno, da se v teh časih take stvari dogajajo. Pri vseh ostalih kritikah, ki letijo na množstvo zaposlenih v javnem sektorju, pa ne me narobe razumeti, zelo spoštujem javni sektor, ampak 15% več zaposlenih, pa 60% više plače v zadnjih letih v primerjavi z zasebnim sektorjem, ampak spet je kriv zasebni sektor, spet se tam nekaj narobe dela. In kaj imamo od tega zakona na koncu reči, da gre samo za neka navodila, pravzaprav najbolj bizarni med vsemi, menda vzori iz tujine, kako bo to izgledalo. Na serverju bo neka stvar, ki bo zablokirala služben mail, ki bo šel po določeni uri ven in ne bo prišel do naslovnika. Do zjutraj. En od primerov velikih problemov, ki jih imamo v tej državi. Razumem pa levico, zakaj to počne in tle pa moram reči, pa vsaka čast. Bravo. Pravica do odklopa, ti imaš že? Ja, zveda. Zdaj, ko je nazaj v igri, je predsednica Državnega zbora v odzivu na ovadbo proti Robertu Golobu dejala, da ni nič neobičajnega, če policija kazensko ovadi predsednika vlade. Jaz se razumem, kaj je hotela namestnica predsednice države povedati, ne? Ampak wording. Izbor besed. Tako, izbor besed je morda povedal več, kot se zdi na prvi pogled. Ok, je pa kar dolg ni bilo. Antiša, te prišparam do konca, ker da še malo razmisliš. Jaz bom zavzel, jaz bom Andraževo pravica do odklopa. Pravica do odklopa in Andraževo zaželeno pozicijo bom zadnji, ker sem izven konkurence in se ne udeležujem ta teden, oziroma tokrat. Lepo si se zmazal. Ja, moja so pa stražarske hišice, ne? Moram reči, da Zmaga. Moram reči, jaz sem res navdušena, pazi to. 6 let od idejne zasnove do hiške, 2 sta že postavljeni, ena hiška stane 93.645 evrov. Celoten projekt bo trajal do leta 2027, saj bo, kot pišejo, izgradnja preostalih 3 hišic pred Ministrstvom za notranje zadeve, predsedniško palačo in ameriško ambasado trajala še 3 leta. Torej 9-leten projekt za hiške stražarske. Skratka, vse desetine tisočev neprofitnih najemnih stanovanj bomo zgradili hitreje, kot pa 3 ali 4 stražarske hiške. A so vsaj neprebojne? A so vsaj zakloni proti... Ja, to pa je nekaj. Strašno težka vrata pa. Neprebojne, klima, da se pištole noter, imajo tudi ene za dež, tako malo nadstreška, ne vse. Imajo tudi streljne line in line za zlivanje vrelega olja na nasprotnika pod obzidjem. Hiške so moje favoritke. Še lobi ti dal bizarko, zdaj, ker so imeli ameriško ambasado, ste opazili v nemški ambasadi, da so celo ograjo polepili s posterji za obiskovanje, s katerimi nagovarjajo k obisku najrazličnejših nemških mest, ki so manj znana. Kot so Baden-Baden? Ne. Take, ki si jih ne da izgovoriti. Mislim, kar je po mojem mnenju najbolj zanesljiv indikator, da je v Nemčiji res na poti gospodarska recesija. Ja, to se že kar piše. Ajde, zdaj pa pejmo še na zadnjih 30. Ajde, bom jaz štartala enkrat. Ajde, no. Elevo, jaz priporočam, jesen je krasen čas, ko se začnejo nove predstave v naših teatrih in gledališčih in jaz bi opozorila na vsaj eno, s katero so letos je MGL štartil sezono s predstavo Radost, Nejca Gazvode. To je predstava o frizerki, ki oddaja del svoje hiše, ki jo ima v Rožni dolini in se prepletajo zgodbe od stanodajalk do situacije na tem trgu, najemniki, njihove zgodbe, mladi in tako dalje. Skratka, res krasna predstava. Zelo se boste zabavali, če greste. V glavnih vlogah pa Mirjam Korbar in Matej Puc, ki sta imenitna, mladi sta še
Klara Kuk, pa Diana Kolenc, Mojca Funkel, Nina Rakovec, Jernej Gašperin. Tako, dobre 2 urci, krasen tekst, med drugim, čakaj, kaj že noter, ja, nekaj je usoda, res dober tekst, ki ga je tudi Gazva, da sam napisal, nekaj je usoda, nekaj so geni, nekaj je pa kar sproti sam zajebeš. Lepa. Bi jaz nadaljeval, ko imam tudi eno priporočilo iz domačih logov. Tokrat ne bom šel na TV Zagreb, ampak bom ostal na TV Ljubljana. Na drugi mreži mogoče? Ne, na prvem programu TV Ljubljana oziroma TVS v nedeljo zvečer so dajali dokumentarec domače proizvodnje z naslovom LGBT Slo 1984. Dokumentarec torej, ki po eni strani predstavlja začetek LGBT gibanja, ki se mu je v tistih časih reklo drugače v teh krajih. Po drugi strani pa za besedo poprosi in jih pred mikrofon in kamere pripelje vse takratne vodilne, oziroma ne vse, ampak marsikaterega od vodilnih predstavnikov, ki so orali ledino, po kateri danes kaj delamo? Žanjemo tudi sadove njihovega dela. Skratka, Televizija Slovenija, nedelja zvečer, LGBT Slo 1984. Toplo priporočam. Hvala. Antiša, izvoli. Andraž. Malo me zmedel tole. Pa izvoli. Ne, ne zmedel me tole. Najava me zmotila. Jaz imam 2 priporočili. En film, zakaj pa ne, spet, ki sem ga ujel na Netflixu, dobesedno našel, priporočam ga zato, ki ga je zelo hitro človek lahko spregleda. Naslov je Trouble v angleščini, originalno pa Strul, švedski film za ljubitelje skandinavskega humorja, akcijska komedija. Ne vem, koliko mi je všeč ta žanr, ampak jaz se izjemno zabavil, lepo gradijo zgodbo, na koncu sem se režil, kot pečen maček. Druga stvar je pa knjižnica, obnovljena knjižnica in pa muzejček v Frančiškanski cerkvi v Ljubljani. Zelo, zelo priporočam ogled. Mislim, da so novembra lani v prisotnosti predsednice odprli zadevo. Med drugim se tam nahaja tudi šah, ki ga je naredil gospod Plečnik osebno, izrazljal osebno, zato ker je bil tudi sam član frančiškanskega reda in je tam čisto igral šah in je naredil menda 2, ne enega. Pa med drugim imajo tudi, dobro, stari stvari pa, pejte pogledati, se splača, res se splača. Mojih zadnjih 30 je pa namenjeno nasvetom v gospodinjstvu in v bistvu je poziv. Potem, ko smo uspešno rešili vprašanje polžev Lazarjev v vrtu, se je zdaj via Miha pojavilo vprašanje, kako za Boga milega se znebimo mušic v kuhinji. Skratka, časi so, ne, jesen je tak primeren čas za pojav te nadloge, odrezani agrumi, pa kakšne banane, pa jabolko, ki zgnije prehiter, zato ker je zraven banan, vse to in potem pač te zalege ne znebiš in skratka, poziv naciji, dajte nam prosim predloge, kako se tega hudiča znebimo. Jaz drugega kot to, da pač redno pospravlja za sabo in nosiš stvari v bioodpadke nimam, ampak če pa ima kdo kakšne domače zvarke, pripravke, uroke in podobne pristope, pa z besedo na plan, LDGD čaka, Miha je obupan, tako da se pridružujem Aljažu in Miha. Ja, vama povem takoj, kako se to reši, ker imam seveda podobne probleme. V hladilnik daš. Evo, no, Nataša da v hladilnik. Zdaj pa, a mušice? Mušice tudi v hladilniku preživijo, tudi to vem. No, tam pol zginejo, pol jih ni. No, skratka, evo, hladilnik je ena opcija, vse ostalo pa prosim na hashtag LDGD, @metina lista in vse ostalo. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Ja, bomo zelo hvaležni. Tle še 1 uro, če se ne pomudili, ampak res. Če nas bojo še spustili. Dajmo razmisliti, no. A zberemo donacij lahko toliko, da si umislimo tak prostor enkrat. Peljo novo kitaro kupimo. Najmanj. Skratka, društvo Sport Radar peli Aljo, najlepša hvala za res čudovito smo se počutili, mar ne? Še kdaj pa brez zamere. Toplo, prijazno, spoštljivo. Ludo je nezaboravno. Grem pogledati, če ima kakšno odprto delovno mesto.
Sam je rekel računalničari. Svaka čast. Vroče. To je čist drugo, ne? Čist drugo. Pa to, kar se gledamo, menga skakanja v besedo skoraj. Ja, sej ti se je zajebana, veš, online, ne? Ja, sej, pa ne slišiš, pa pol si Pa ne vidiš.